Mi smo nazaj, dame in gospodje, vi še vedno gledate Nov Faktor in naša naslednja tema bo verjetno pisana na kožo obema mojima damama. Bi jo pa prosil, da bosta zelo hitro morali tole obdelati s kratkimi in jedrnatimi odgovori, kajti časa bo samo kakšnih 10 minut za debato. Govorili pa bomo o tem, kakšen je torej sodobni moški, kako se je spremenil skozi zgodovino in pa kako se je dvorilo nekoč in danes. Predno dam besedo mojima dvema komentatorkama, pa en hiter video številka 1, kjer vidimo, kako se moški spreminja skozi leta. Akcija! Jerca, kar režija, dajte mi govor, moji dve dragi dami. Jerca, tebi bom dal besedo, ampak obe, prosim še enkrat, hitro in jedrnato odgovarjate, če se le da, ker imamo samo še 10 minut. Jerca, moje prvo direktno vprašanje je, če dalje več žensk mi tarna, da moški ne znajo več osvajati, da to počnejo samo še preko Facebooka, da pošiljajo ženskam razne organe in na ta način mislijo, da jih bodo dobili na zmenek. Moje vprašanje je, obema, najprej Jerca ti, kaj je šlo narobe z modernim moškim, da je zašel s poti glede dvorjenja ženski? Ja, gled, če pogledamo samo zadnjih 100 let, je iz enega gospoda, džentelmena, ki je gotovo poznal svojo klasično vlogo lovca in nekoga, ki žensko osvaja z bolj subtilnimi metodami, prešel v nekega sproščenega gospodiča skozi in mimo ženske emancipacije in seksualne revolucije do, kar lahko rečemo danes že, moškega poženščenja in celo nekateri govorijo o tako imenovani kastraciji, kar pomeni, da moški ni več takšen moški, kot je bil, kjer je bil lovec, ki je znal dvoriti in ki se je trudil, kjer je tudi nekaj dal na sebe, ampak se je precej sprostil. Ta njegova anima, se pravi ženski princip v njemu je rasel do te mere, da danes ga bolj zanima, kako izgleda in katero bluzo bo oblekel in ne, kako se bo postavil ob bok svoji partnerki, kje bo odprl vrata, kdaj jo bo povabil na večerjo in skratka, kako jo bo prinesel recimo šopek rož. Milena, izziv za tebe, ti si ekspertka za moške, za spolnost skozi stoletja, ker si tudi knjige o tem pisala. Ali so ženske tudi krive, da moški ni več takšen, kot je bil, ali je dejansko moški res zašel s poti? Jaz mislim, da ženske pri tem niso krive. Zakaj bi bile? Zakaj bi moški valili krivdo na ženske? Moram pa reči nekaj, da je tale spot zelo udaril mimo, ker moški iz časa pred letom 1260 nikakor ni bil gol po prsih, ampak so bili moški takrat še obilo poraščeni. To so časi moje mladosti. Ko so bili ko so bili moški izjemno ponosni na svoje ljubezenske tepike. Moški minulega stoletja so bili tudi veliko nižji in takrat so veljale tudi drugačne vrednote v teh medsebojnih odnosih. In danes, v današnji čas, so se te vrednote bistveno zamenjale in veliko je k temu pripomogla tudi ženska emancipacija, kajti ženska danes z menoj vred zelo nerada dovoli, da je moški postori to ali ono. Saj smo navajene, da marsikaj postorimo tudi v moškem imenu same. In jaz vidim tudi pri svojih dveh vnukinjah, oni dve sta veliko bolj samostojni in veliko bolj odločni, veliko bolj emancipirani, recimo že pri 5 in 3 letih, kot njuna brata oziroma bratranca. Jerca, če tebe vprašam, pa mogoče izhajam iz tega, kar je Milena omenila, misliš, da ni ravno ta pretirana ženska emancipacija in ta, ki ga jaz imenujem kvazi feminizem, ki je po moje rak rana sodobne ženske, ni to krivo, da moški ni več pravi moški, če ta fraza pač kaj pomeni, ampak da se je začel ženske bati in zato išče neke glupe načine pri usvajanju? Niso feminizmi vsi enaki, to moramo vedeti. Dejstvo pa je, da je z tem, da je ženska postala ekonomsko neodvisna in ko se je začela izobraževati, se precej dvignila nad svoje vloge siceršnje, ki jih je imela kot mama in soproga, in ko je postala strokovnjakinja, neodvisna posameznica, tudi v borbi za svoje pravice nasproti moškemu, je pač
njena moč zarasla, tudi v odnosu moški-ženska. Problem se pojavi pri vzgoji fantov, ženske vzgajamo največkrat otroke. Ne bi se tukaj strinjala z Mileno, da nimamo ženske zelo pomemben del pri tem, da so moški danes bolj ustrašeni in bolj poženščeni, ker smo to očitno dovolile, zatem, ker smo pač skrbele za svojo neodvisnost in za pridobivanje osnovnih pravic, ki jih še pred 100 leti nismo imeli, niti volilne, da ne govorimo o vseh drugih. In to je vse nek proces, ki se je zgodil, da smo danes pri menjavi vlog, kjer moški čuvajo otroke in menjavajo pleničke, ženske pa se na položajih borijo za odločanje v najvišjih organih, političnih, gospodarskih in tako naprej. In to je nekaj, kar je gotovo vplivalo na medsebojni odnos, kjer se moški umikajo, se bojijo te odgovornosti, ženske pa prevzemajo vse vloge, so samozadostne, samo svoje in močne v tem odnosu. Milena, torej, če Jerco poslušam, se nekako strinja z mano, da ste ženske krive, da je šel moški k vragu. Ne, nismo krive. Ne, to nisem rekla. Imamo pa polovico odgovornosti. Jaz bi rekla, kar na obeh straneh. No, da imate pač vsaj 50% krivde, če rečemo tako. Milena, povej, kaj praviš na to? No, kadarkoli kdo vali krivdo na drugega, nekako sem zelo rezervirana v teh svojih komentarjih, ker se mi zdi, da zato, da ti nosiš brke in brado, nisem kriva ne jaz, ne ženske na splošno, ampak je to tvoja osebna želja. Bi pa še na nekaj opozorila, kar se mi zdi, da je tudi vredno upoštevati, da je tudi okolje, v katerem živimo, prehrana, morda tudi onesnaženost zemlje, našega splošnega bivanja prispeva k temu, da moški sprejema vase marsikaj, kar ne bi smel, ni več, in tudi zaradi tega se že telesno nič več ne kaže kot tisti pravi moški, ki sem ga nenazadnje poznala tudi v času svoje mladosti, ko so bili že po videzu pravi moški. Jaz osebno sem že velikokrat tudi rekla, da bo moški takšen, kot ga poznamo danes, ta možat, prej kot v 50 letih izginil. In mnogi ljudje se danes razburjajo, ko se govori o različnih spolih, pa da imamo že, sem zadnjič nekje brala, 96 različnih spolov. Veste, to je naša prihodnost. To je nekaj, kar bo zaznamovalo naš jutri, in če dodamo k temu, da je vedno več tako moških kot žensk, ko so neplodni, ko imajo težave z zanositvijo, ko je vedno več, nenazadnje tudi moških, ko so, če gledaš zadnje plati, ko niti ne veš, ali katerega spola je človek, ki gre pred teboj, vse to vodi k temu, da se moški zlasti, bolj kot ženska, tudi po zunanjosti spreminja. Dobro, imamo natančno 2 minuti še, dragi moji dami. Zadnje vprašanje, pa prosim, res hiter odgovor. Jerca, najprej ti. Kaj lahko ženska stori, da moški spet postane moški? To, da ne počne stvari namesto njega, ampak mu pusti, da kdaj pokosi travo, da ji odpre vrata, da jo odpelje na večerjo, da ga ne sterilizira v neke svoje ideje, ampak da ga pusti, da je še vedno svojo prvinsko moško naravo pokaže in da vzgaja fante v moške in ne v nekaj, tako kot je rekla Milena, srednjega. Da razumejo svoje vloge. Jaz sem še vedno za tudi klasično delitev vlog v družini, kjer se ve, kdo za kaj poskrbi, in potem ni problema in prerivanja, kaj je kdo naredil ali česa ni naredil. Dejstvo pa je, da moramo pri tem sodelovati vsi. Ženske nismo zadosti, da se opustimo svojo emancipacijo. Milena, prosim, polminutni odgovor, ker smo čisto na koncu. Kaj pa ti meniš, kaj ne naredi ženska, da bo moški spet moški? Hitro. Naj ga sprejme takšnega, kot je. In naj ga za božjo voljo ne prevzgaja po svojih željah in podobi. S tem bi lahko volitve dobila. Milena, zelo me veseli od obe dveh, da sem slišal to, kar sem nekako želel slišati. Dame in gospodje, to je bil še en nov faktor. Hvala lepa obema, bili sta čudoviti kot vedno.
Mi se vidimo jutri ob 19:15 na istem kanalu v isti oddaji, kjer bo mogoče še bolj vroče, kot je bilo danes. Čau, čau!